Dobrodošli v zadnji epizodi naših čistih debat na temo te naše miniserije o plastičnem onesnaževanju, o rešitvah, tako na ravni posameznikov, kot tudi sistemskih rešitev. In za zadnjo epizodo se seveda spomni, da se z Jakom, se seveda spodobi, da se z Jakom pogovarjava o tem, kako rešiti naš svet, kako rešiti to plastično krizo. In Jaka, kaj bi ti na podlagi vseh najinih dosedanjih pogovorov, ki jih lahko še vedno spremljate na našem YouTube kanalu, rekel, kaj je tista rešitev, ki pa bi lahko zdaj kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno resnično privedla do tega, da bi bilo manj onesnaževanja s plastiko? No, en tak enostaven primer, ki verjamem, da ga mnogo od nas pozna, mogoče iz morja ali pa iz kje drugje, so kavcijski sistemi. Torej, poznamo jih večinoma za embalažo živil pa pijač, predvsem pijač, pa če so to steklenice, plastenke, mogoče nekoč tudi tetrapaki, pa seveda pločevinke. Torej, v Sloveniji tega še nimamo, smo eni redkih v Evropi, v zadnjih letih je to začelo vzpostavljati večina držav. Po svoje je jasno, cel kup je enih prednosti, tudi evropska zakonodaja nas sili v to, ker imamo cilj, nočemo videti več plastenk v naravi in smo si prav postavili cilj, da jih moramo do leta, v bistvu imamo dva cilja, do enega leta jih moramo zbrati vsaj 77%, čez par let kasneje pa že 90%. Torej, večina plastenk moramo nazaj dobiti, ko jih spraznimo. In edini sistem, edini način, ki ga poznamo, kako to doseči, so kavcijski sistemi, kjer je uporabnik tudi finančno spodbujen, da plastenke ne vrže kar v en koš, ampak da jo vrne nazaj ali v trgovino, ali na bencinsko črpalko, kjerkoli se zbira, ravno v ta namen, da se pač ne zmeša z vsemi ostalimi smetmi, pa če je samo ostala plastična embalaža. Ampak so samo plastenke na kupu, samo pločevinke na kupu, samo steklenice na kupu in to omogoča potem zelo čisto kroženje, manj težav z vzdrževanjem higiene, ker gre za embalažo, ki je primerna za stik z živili, ker je pomembno naše zdravje, ne? In ima zelo strožje zahteve, kot na primer neka embalaža od zvezka ali pa neki darilni papir, recimo. Je to odličen način, ker vemo, v tujini dosegajo vsi čez 90% ali pa tam nekje stopnjo ločenega zbiranja s takimi sistemi. Laufajo že po več kot 30 let. V Sloveniji imamo še vedno kavcijski sistem za določene steklenice od piva, nekaj teh skupinskih embalaž, ampak nič takega, kar bi rešili res onesnaževanje. S kavcijskim sistemom se sicer veliko bolj ukvarjajo naši kolegi iz društva Ekokrog. Bomo v spodaj opise tudi prilepili nekaj zanimivih povezav. Skratka, oni tukaj vodijo vsa ta prizadevanja. Smo pa tudi recimo mi prispevali kak zanimiv podatek, študijo, ki pa lahko potisne te naše napore malce naprej. Jaka, kaj smo počeli konec lanskega leta in do česa smo prišli, kar bi lahko spodbudilo kavcijski sistem? Ja, lani konec leta smo delali res zanimivo raziskavo po slovenskih cestah, torej ob avtocestah, ob regionalnih cestah, ob lokalnih cestah, po celi državi, tako da smo pokrili vse statistične regije. Smo vzeli več vzorcev na kilometrskih odsekih, pa na počivališčih in potem dobesedno šli skozi vse te odpadke ena po ena, ročno jih prešteli, stehtali, kategorizirali, ugotovili, naprimer, koliko je plastičnih odpadkov noter, koliko je odpadkov, ki niti ne bi smeli biti več na trgu, ker smo jih prepovedali dobro leto nazaj, koliko je teh odpadkov, ki bojo slej ko prej vključeni v kavcijski sistem. In ugotovili smo, da jih je več kot tretjina. Torej, z uvedbo tazga sistema bi najmanj za tretjino lahko zmanjšali celotno smetenje ob slovenskih cestah, kar je seveda dobro za okolje, ampak v končni fazi je tudi to strošek, ki ga imajo vsi ti vzdrževalci cest, pa če so to državne oblasti, kot je direkcija ali pa Dars, oziroma direkcija za ceste, za infrastrukturo ali pa Darske za avtoceste, ali če so to občine, ali če to kdo drug. Kar pomeni, mi to čistimo z javnim denarjem, to pomeni, v končni fazi tako mi plačujemo skozi davke več, ne? Tako da
če nam ni mar za okolje, lahko gledamo to, zdaj imamo lahko bolj vitko državo, če bo manj smetenja, zato ker bo manj našega denarja porabljenega za take osnovne stvari, kot je čiščenje. Mislim, da se tukaj poraja eno tako zelo naravno vprašanje, glede na to, da imamo od kavcijskega sistema koristi vsi, ne, se pravi in okolje in naš proračun, zakaj ga še nimamo in kje je? Ja, v bistvu res dobro vprašanje, ker smo imeli zdaj pa že več kot 10 leti ministra, ko je nastopil mandat ministra za okolje, bil, hočemo kavcijski sistem, ker je seveda tudi on poznal z Hrvaške, ampak hrvaški primer res ni najboljši, ker pri njih so uvedli ta sistem, pa hkrati niso uvedli ločenega zbiranja embalaže sploh, tudi imel precej enih porodnih težav in je bilo slabo izhodišče po svoje, čeprav nam je bil blizu poznan. Tako da, ja, bilo je precej enega upiranja temu, ampak zdaj ravno zaradi novih ciljev, zaradi spremenjenih zahtev glede razširjene odgovornosti, glede tudi potreb trga, tudi pijačarji sami ugotavljajo, mi želimo čim več, na primer, reciklirane plastike v naših plastenkah, ker od nas to tudi kupci zahtevajo. In od kje to zdaj dobiti? Ker če to se zbrano skupaj sestavlja embalažo, je pač slabše kvalitete in je tudi potem konkurenca na trgu z vsemi ostalimi porabniki, pa če so to tekstilna industrija, ki dela iz istega materiala, kot so plastenke, poliester, če kdo tudi drug, dela izolacijo, tudi razne druge rave. Tako da je interes tudi na strani proizvajalcev do določene mere, včasih je interes tudi na strani trgovcev, ker s tem, ko ti si primoran dobesedno vračati te stvari, če ne bo nekdo drug popoln na tvoji koži zaslužil, pač to vračaš ponavadi nazaj v trgovino. Greš tja s prazno embalažo, tam kupiš novo in je zato za trgovce zanimivo, ker spodbuja pa krepi, kako bi rekel, neko zvestobo tem znamkam pa trgovinam. Ne boš samo zaradi kavcije hodil na drug konec mesta, da bi to vrnil. Tako da je zanimivo, da tega še nimamo, ampak prihaja tudi na državni ravni, se uredba zdaj pripravlja, tudi dobivajo se medsektorska skupina, ker to ne more funkcionirati, če se proizvajalci, pa trgovci, pa država, pa vsi ostali ne pogovarjajo že v času zasnove, ker v končni fazi bodo mogli sodelovati, da bo ta sistem deloval. In če ga slabo zasnujemo, bomo imeli samo težave in stroške kasneje. Ok, pa imamo že kak datum, okvirn, kdaj lahko potrošniki pričakujemo kavcijski sistem, ki bo deloval? Ja, nimamo še nobenih konkretnih datumov. Ministrstvo je sicer govorilo, da bi lahko na to računali leta 2026, kar se nam zdi precej pesimistično. Res je po svoje, da čakamo na določene stvari še vedno od Ustavnega sodišča, ki ureja zakon o varstvu okolja, pa te zadeve okrog proizvajalčeve razširjene odgovornosti, ker to je tudi neka taka oblika. Bo treba urediti razmerje med obstoječimi sistemi za zbiranje odpadne embalaže pa temi. Ampak z vidika neke priprave sistemov, levo, desno, na ravni države ni tako zahtevno. Tudi ko pogledamo druge države, so se lahko zelo hitro zmenile, vzpostavile in bile v parih letih popolnoma operativne. Torej, če rečemo 2026, to bo zdaj, kot če bi z nule začeli 3 leta, ampak je že precej narejenega, tudi industrija sama že študira, kako bi lahko to operativno izgledalo, postavitve levo, desno, kakšni sistemi so drugje po Evropi, po svetu najbolj primerni za naše razmere. Tako da moje mnenje je, da bi to lahko imeli že prej. Ja, seveda si vsi želimo tega sistema čim prej. Je pa tudi tako, midva se sicer tukaj v teh čistih debatah več ali manj pogovarjava o plastiki. Kaj pa je z ostalimi vrstami embalaže in steklo, pločevinke? To si omenil, da je tudi sodi v kavcijski sistem, lahko se taka embalaža pobira, ampak kaj je mogoče, če se dotakneva stekla posebej, kaj pa je s ponovno uporabo? Ja, steklo je najbolj logično za ponovno uporabo. Ponovno polniti plastenke se sliši malo čudno, ampak se da seveda tudi imamo v tujini par takih sistemov.
Pločevinke so pretanke, ponavadi se praktično uničijo ob ravnanju. Tako da steklenice, funkcionalen sistem še v Sloveniji ga v bistvu imamo, ampak skozi leta je delež teh steklenic ali pa prisotnost na trgu res vedno bolj upadala. Informiranje ni, ljudje niti se ne zavedajo, da to imamo. Tako da ima neizkoriščen potencial. Ker steklenica, seveda, če mi samo zberemo ali skupaj z embalažo ali pa v nekem klasičnem kavcijskem sistemu, ker sicer zagotovimo, da se zbere, ampak potem šla v recikliranje. To pomeni, da je treba zdrobiti, ponovno staliti, ponovno ukalupiti in podobno. In seveda je to potraten proces. Po drugi strani je pa precej napredovala tehnologija za pranje, da porabimo precej manj mil, čistil, takih zadev, kjer pač material ostane isti, samo treba zagotoviti pranje, sušenje in gre lahko nazaj v tok. Take steklenice so sicer ponavadi rahlo debelejše, tako da so malo težje, ravno zato, da so bolj odporne, da res lahko gre 30-krat skozi življenje, ampak tega bo vedno več. Tudi na evropski ravni se dela na standardizaciji določenih vrst embalaže, ravno zato, da bo lažje ponovno uporabljati. Ker v končni fazi bi moglo biti vseeno, ali tale steklenica piva, ali pa olja, ali pa česarkoli drugega, kar bo vključeno v sistem od enega proizvajalca, od tretjega, od četrtega. Če bomo imeli standardizirano, bo vse pasalo v sistem in bo enostavno zagotavljati, da kroži. Ne bomo imeli takih težav, kot so bile lani, na primer pri steklenicah, ker je zmanjkovalo steklenic in so proizvajalci pijač imeli težave zagotoviti surovine. Če imaš zaprt tako krog, veš, imamo toliko pa toliko tega v sistemu, malo sicer dodajamo, ko vsake toliko časa kakšna poč se uniči, pa izrabi dokončno, ampak načeloma je precej bolj predvidljiv sistem. Zelo transparenten tudi, vse je lepo vodeno, vemo na ravni posamezne steklenice, kaj se je z njo zgodilo, kolikokrat je krožila, kje vse je živela, tako da je precej bolj, kako bi rekel, precej lažje upravljati s takim sistemom, ker imamo vse potrebne podatke in tudi sama kavcija kot tisti, neki dodaten strošek, ampak to zagotovilo ali pa kredit, ki ga plačamo naprej in potem, če pravilno ravnamo, ga dobimo nazaj, tako da za kupca niti ni neke bistvene razlike. Kroži v sistemu in vedno je potem sicer en majhen delež, ki jih ni vrnjen, ampak to je samo nekaj, kar olajša delovanje sistema, ker se tisto uporabi za vzdrževanje, za režijski del. Pa so steklenice povratne zdaj v tem obstoječem predlogu razvoja kavcijskega sistema vključene ali ne? Ja, ni še določeno, tudi uredba ni še v javni obravnavi in nimamo še dokončnega osnutka. Mi si prizadevamo za to, da bi bile vključene, ker je seveda bolj učinkovito, tudi v tujini to funkcionira seveda, ampak ja, bomo videli. Mi si za to prizadevamo, najbolj logično bi bilo, sploh zato, ker že imamo obstoječi sistem in zdaj, če bomo vzpostavljali enega novega, zakaj bi ohranjali še enega starega, ki je komaj delujoč, pač bomo imeli samo več birokracije, več zapletov, po tem novem tudi ni treba davka na dodano vrednost plačevati na kroženje in podobno. Tako da najbolj naravno je, da prenesemo vso to skupinsko embalažo in te druge stvari, ki jih trenutno imamo v kavcijskem sistemu, na nov sistem in vse enako uredimo. Bo lažje razumeti, lažje upravljati in najbolj logično je potem zaključiti, da je smiselno imeti tudi povratne steklenice. Še dve hitri vprašanji za na konec. Ali potem kavcijski sistem, kot si rekel, ne rešuje, se pravi težavo lahko pomanjkanja stekla za proizvodnjo steklenic, ali nas bo končno odrešil težav z kopičenjem odpadne embalaže na komunalnih podjetjih, kar je pogosto v medijih lahko zasledimo in tudi prihaja do požarov in podobnih zagat, s katerimi se potem ukvarjamo. Do določene mere lahko pomaga, ker vseeno, na primer, plastenke zavzamejo precej prostornine, ampak večinoma plastenke so vreden material, ga tudi te družbe za ravnanje z odpadno embalažo rade prevzemajo in podobno.
tako da se kopiči bolj neke tanke folije, drobni koščki, umazana embalaža, take stvari, ki padajo tudi skozi sito pri posortiranju in podobno. Tako da pri temu niti nima tazga potenciala kavcijski sistem, tle je res bolj pomembno, da je ta sistemski okvir, v katerem imamo ravnanje z odpadki urejeno, da mora proizvajalec poskrbeti za svoj izdelek tudi potem, ko nastane odpadek, ne da se temu izogiba, ne da v končni fazi mi spet kot državljani plačujemo za večino tega dela. Tukaj smo v resnici trenutno zelo zatečenem stanju, grozi nam tožba strani Evropske komisije, ker niti nismo prenesli vse zakonodaje. Tako da vsi čakamo na to odločitev Ustavnega sodišča, ki bi mogla preprečiti, da bi prihajalo še do kopičenja. Seveda so kdaj lahko kakšne izjemne razmere in podobno, ampak je res nesprejemljivo, da smo imeli že 2 urgentna zakona samo zato, da smo odpravili te velike kupe, ki so se dogajali. Kakšna je razlika med kavcijskim in depozitnim sistemom? Pa niti ne bi rekel, da je kakšna pomenska velika razlika. V Sloveniji smo navajeni reči kavcijski sistem, kavcija. Vsaj jaz, ko rečeš depozit, pomislim, da imamo kakšne bančne zadeve, čeprav je podoben mehanizem, ampak mogoče se depozitni rabi kdaj čisto zaradi prevoda iz angleščine, ker pa je v rabi deposit return system, ker kavcije kot besede niti ne poznajo. Tako da bi rekel, da ni razlike. Mislim, da bo vsak razumel, če rečemo eno ali pa drugo, ampak če se pogovarjamo o kavcijskem sistemu. Super, zdaj vemo več, zdaj vemo vse o depozitnem oziroma kavcijskem sistemu. To je za to sezono vse na temo plastike. Zagotovo pa naša Karen na Instagramu še pripravlja kakšne zanimive nasvete tudi za vse posameznike, tako da vabljeni k spremljanju tudi naših ostalih kanalov, kjer bomo še dolgo govorili o plastiki, odpadkih, embalaži in tudi kavcijskemu sistemu. Za vse komentarje, všečke in delitve se vam seveda že vnaprej zahvaljujemo in bodite fajn!